Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes vas bom popeljala skozi trening za naše bicepse in hrbet. Vse, kar si morate zagotoviti, je le malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj, po potrebi stol in seveda par uteži. Če ste začetnik, vam zaradi boljšega obdobja zapestja predlagam, da uporabite blok za jogo ali malce višjo knjigo, več o tem pa izveste med samim treningom. Če nimate uteži, brez skrbi, pograbite nekaj težkega ali pa samo sledite navodilom, ki bodo podane poleg vaj. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali po 40 sekund, na kar bo sledila 20-sekundna pavza, ki ti bo omogočala, da se pripraviš za naslednjo vajo. Preden pa, da se pomaknemo na trening, ne pozabiti napraviti ogrevanje, podariti video like in če si nov in če se še nisi naročil na moj kanal, naredi to zdajle. Zdaj pa nič več čakati, gremo telovaditi. Preden se lotimo vaje veslanja v predklonu z eno roko, si priskrbite stol ali klop za bolj udoben predklon in pravilno izvedbo vaje. S tem bomo namreč bolj izolirali gib oziroma preprečili zibanje zgornjega dela telesa. Vajo bomo napravili v dveh intervalih, najprej z eno roko, nato pa še z drugo. Stopite nekoliko v širši razkorak, eno roko položite na stol, drugo pa pograbite v tež. Absolutno stisnite trebušne mišice, zravnajte hrbtenico, vrat ostaja sproščen, pogled pa naj bo usmerjen v tla. Pri dvigu komolca proti stropu ramena ostajajo ves čas na istem mestu, brez premikanja. Roka naj lepo potuje ob telesu, kot bi žagali. Napetost pa morate nedvomno čutiti med lopaticami. Dihajte skladno z gibanjem, nikar ne zadržujte diha, pri dvigu izdihnite in stisnite trebušne mišice ter lopatice, nato pa izdihnite in počasi utež ponesite proti tlom. Sedaj sledi 20-sekundna pavza, odložite utež, po pavzi pa bomo namreč isto vajo ponovili še z drugo roko. Pograbite utež v drugo roko, medtem ko nasprotno položite na stol. Med izvedbo poskrbite, da ne osločite hrbtenice in ne dvigujete glave, ampak naj delo opravi le roka in da začutite stisk med lopaticama. Pri predklonu naj bodo kolena malenkost pokrčena, medenico pa potisnete nazaj. Dvigovanje in spuščanje naj bo kontrolirano. Spust je nekoliko počasnejši od dviga. Pri tem pa pazite, da ohranjate pravilno držo skladno z dihanjem. Sedaj sledi pavza, odložite utež, pri naslednji vaji bomo potrebovali le eno, lahko tudi dve. Razlika bo le v prijemu, če boste uporabljali dve, jih boste držali eno poleg druge. Položaj nagiba pa ostaja v predklonu. Pripravimo se v predklon, rahlo pokrčimo kolena in stopimo v širok razkorak. Telo nagnite naprej, tako da bo hrbtenica vzporedno s tlemi, pogled pa naj bo usmerjen proti tlom. V obe roki pograbite eno ali dve uteži, če uporabljate eno, roke sklenite skupaj, kot bi molili. Dvig komolca napravite z obema rokama hkrati, pri tem pa izdihnite in ponesite visoko proti stropu ter stisnite mišice med lopaticama. Prav tako ne premikamo ramen, ampak jih ves čas držimo na istem mestu. Pazite, da hrbtenica ostaja ves čas ravnana in trebušne mišice napete. Spust naj bo nekoliko počasnejši od dviga, takrat tudi vdihnemo in se ponovno napravimo za naslednjo ponovitev. Sledi 20-sekundna pavza, ponovno se dobro nadihajte. Pri naslednji vaji potek komolca v plenko bomo uporabili dve uteži, tako da bo obseg gibanja večji, vendar lahko zaradi udobja zapestja namesto uteži uporabite blok za jogo ali knjigo. Vajo bomo napravili v dveh intervalih, najprej potek komolca proti stropu z eno roko, naposled v drugem intervalu pa še z nasprotno. Noge postavimo v širok razkorak, saj bomo tako zagotovili več ravnotežja in manj poplesavanja medenice. Če ste začetnik, predlagam, da kolena odložite na tla. Bodite pozorni, ko držite uteža, ne pritiskate pretirano nanjo in ne zaklepate v celoti komolca. Telo mora tvoriti ravno linijo od ramen do stopal, hrbtenica pa mora ostajati ves čas ravnana in trebušne mišice napete. Dvig in spust komolca naj bo kontroliran, pri tem pa ne dvigujemo ramen, ampak ponesemo samo komolec visoko proti stropu.
Sedaj sledi pavza, enako gibanje pa bomo ponovili še z nasprotno roko. Pri vaji nikar ne hitite z dvigovanjem uteži, ampak se osredotočite na pravilno izvedbo poleg dihanja. Še vedno je poudarek na kvaliteti in ne na kvantiteti. Dihajte skladno z gibanjem, pri vaji pa pazite, da zadnjice ne dvignete previsoko ali spustite preveč nizko. Po pavzi še vedno ostajamo v položaju plenka, saj bomo napravili enako gibanje le z izmeničnim dvigovanjem. Noge ponovno za boljše ravnotežje postavite v širok razkorak, uteži pa neposredno pod ramena ali malenkost skupaj. Telo ohranjajte ves čas mirno in zravnano, nikar ne hitite z dvigovanjem komolcev proti stropu, saj lahko hitro ogrozite pravilno držo. Pri tem pa ohranjajte zravnano hrbtenico in trebušne mišice napete. Dvigovanje uteži ob telesu pa izvajajte izmenično, najprej z eno roko, nato pa še z drugo. Roka mora pri dvigu komolca kot žaga drseti ob telesu, napetost pa morate nedvomno čutiti med lopaticama. Spust naj bo kontroliran in nekoliko počasnejši od dviga, pri izmenjavi pa polagajte uteži na tla mehko in ne trdo. Sedaj sledi 20-sekundna pavza, po pavzi nas čakata še 2 vaji za naše bicepse, tako da kar pograbite uteži za našo vajo hammer curl oziroma zabijali bomo žeblje. Vajo bomo izvajali v stoječem položaju v razkoraku širini ramen, pri tem pa ohranjali zravnano držo. V vsaki roki moramo imeti utež in jo obrniti proti telesu. Komolce postavimo ob telo in jih ves čas gibanja držimo na istem mestu. Upogib bo samo od komolcev naprej, zato pazite, da komolci ne pobegnejo naprej ali nazaj. Takrat tudi izdihnemo ter stisnemo trebušne mišice. Upogib napravimo samo do točke, ko začutimo napetost v biceps mišici in ga ne upogibamo čisto do ramena. Pri spustu roke ne omahnejo kar do nog, ampak jih spustimo počasi in kontrolirano. Takrat tudi dihnemo. Sedaj sledi pavza, odložite uteži, stresite roke, pred nami je še ena vaja za bicepse, napravili bomo izmenični upogib komolcev. Pograbite utež v vsako roko, komolce pa postavite lepo ob telo. Še vedno ohranjamo zravnano hrbtenico in napete trebušne mišice. Upogib komolcev izvajamo izmenično, najprej dvignemo eno roko, nato pa še drugo. Roki se morata vedno srečati na sredini. Ponovno smo pozorni, da ne dvigujemo uteži previsoko, saj tako razbremenimo mišice bicepsa. Prav tako pa tudi pri spustu. Ves čas hočemo ohranjati napetost. Dihamo pa skladno z gibanjem. Napravili smo natanko polovico treninga, sedaj sledi 30-sekundni premor, po pavzi bomo vse skupaj ponovili še enkrat. Med pavzo si ponovno pripravite stol ali klop za veslanje v predklonu z eno roko, ki ga bomo napravili v 2 intervalih. Pri prvi izvedbi te vaje ste opazili, da je šlo z eno roko lažje kot z drugo, zato predlagam, da pričnete najprej z šibkejšo roko in nato nadaljujete z močnejšo. V eno roko pograbite utež, drugo položite na stol, telo nagnite v predklon, tako da je hrbtenica vzporedno s tlemi, pri tem pa stisnite trebušne mišice. Noge postavite v nekoliko širši razkorak in jih rahlo pokrčite, pogled pa usmerite v tla. Ko utež ponesemo proti prsnemu košu oziroma ko komolec dvignemo visoko proti stropu, izdihnemo, stisnemo mišico med lopatico, nato pa vdihnemo in počasi roko spustimo proti tlom.
Vajo izvajajte počasi in kontrolirano ter držite konstantni ritem vse do konca. Pred nami je 20-sekundna pavza, utež po pavzi le predajte v nasprotno roko in nadaljujemo z istim gibom. Med izvedbo poskrbite, da ne usločite hrbtenice in ne dvigujete glave, ampak naj delo opravi le roka in da začutite stisk med lopaticama. Pri tem dihate skladno z gibanjem in ne ogrozite pravilne drže. Še vedno je pomembna kvaliteta pred kvantiteto. Odložite utež, stresite roke, pri naslednji vaji bomo ponovno napravili veslanje v predklonu z obema rokama hkrati. Pri izvedbi lahko uporabite eno ali dve uteži, kakor vam je pač ljubše. Utež si postavite na sredino širokega razkoraka, pri tem rahlo pokrčite kolena, telo nagnite naprej, tako da bo hrbtenica vzporedno s tlemi. V obe roki pograbite utež in jih sklenite skupaj, kot bi molili. Če uporabljate dve, jo le trdno postavite eno poleg druge. Utež nato dvignite proti prsnemu košu oziroma komolce dvignite visoko proti stropu. Nedvomno morate takrat začutiti mišico med lopaticama. Predstavljajte si, kot bi strli oreh. Pazite na drž hrbtenice, da se ne ustvari lok, pri tem pa ves čas držite napete trebušne mišice in dihajte skladno z gibanjem. Po pavzi nas čaka vaja v plenku, katero bomo napravili v dveh intervalih, prav tako začnite z šibkejšo roko in nadaljujte z močnejšo, ker boste lažje zdržali do konca. Pa se kar spustimo v položaj plenka, uteži si položite neposredno pod ramena, noge pa postavite v širok razkorak za boljše ravnotežje. Ponovno si lahko pomagate z blokom za jogo ali knjigo ter tako ublažite pritisk na zapestja. Ohranjate zravnano držo od ramen do stopal in napete trebušne mišice. Izometrična vaja, pri katerem so na delu vse mišice telesa, že sama vaja po sebi je izziv, z dodatnimi gibi pa jo napravimo še bolj napredno in tudi bolj peklensko, kot je v našem primeru dvig komolca proti stropu. Nikar ne hitite pri izvedbi in se raje osredotočite na pravilno izvedbo ter tehniko dihanja. Po pavzi bomo le zamenjali roko in sledili enakemu gibanju. Bodite pozorni na držo, hrbtenica mora ostati ves čas zravnana in trebušne mišice napete. Če se pojavi bolečina v hrbtenici ali če se pojavi strešica, takoj prenehajte z izvedbo in se ponovno pripravite v začetni položaj. V nasprotnem primeru lahko kolena odložite na tla in nadaljujete z enakim gibanjem. Po pavzi ostajamo pri isti vaji, le da z izmeničnim dvigovanjem uteži oziroma dviga komolca proti stropu. Pri začetnem položaju pazimo, da so komolci malenkost pokrčeni, noge za boljše ravnotežje postavimo v širši razkorak. Pri vaji se ne sme ustvariti strešica, saj pri tem razbremenimo trebušni del in skladno s tem trpi hrbtenica. Trebušne mišice držite ves čas napete in naj bo telo čim bolj mirno, ko dvignete komolec proti stropu. Če ste začetnik, odložite kolena na tla in nadaljujte z enakim gibanjem izmeničnega dviga komolcev.
Sledi 20-sekundna pavza, pred nami sta še natanko 2 vaji za naše bicepse, vaja kladiva in izmeničnega upogiba komolcev. Obe 2 vaji pa bomo napravili v stoječem položaju. V obe roki pograbimo uteži, ramena potisnemo nazaj, prsni koš naprej, zravnamo hrbtenico in stisnemo trebušne mišice. Komolce postavimo ob telo in jih ves čas gibanja držimo tako. Dlani obrnemo druga proti drugi, pozorni smo, da telo ne poplesuje pri upogibu naprej in nazaj, ampak ostaja mirno kot struna. Upogib izvajamo le od komolca dalje, pa še to samo do točke, ko začutimo največjo napetost v biceps mišici. Pri spustu ne omahnemo kar dol, ampak spustimo počasi in kontrolirano, ter tako ohranjamo napetost, takrat tudi vdihnemo. Ustvarite ritem gibanja, katerega lahko držite od začetka do konca. Pred nami je še zadnja 20-sekundna pavza in vaja izmeničnega upogiba komolca s podprijemom. Še vedno ostajamo v stoječem položaju in ohranjamo zravnano držo, le da držimo uteži s podprijemom in da upogib komolcev izvajamo izmenično. Pri tem ena roka potuje gor, medtem ko že druga dol. Dihajte skladno z gibanjem in pazite na pravilno izvedbo. Trening, ki vključuje zgornji del telesa, je res bolj aktualen pri moških, ampak vse več popularen tudi pri ženskah. Zakaj bi morali že pri 20 imeti slabo držo oziroma pozo starčka? In konec! Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, seveda lahko vse skupaj ponovite še enkrat ali dvakrat, ali pa trening napravite v sklopih, torej da si določite število ponovitev in število setov. Če so vam všeč takšne oblike treninga in če bi si jih v bodoče želeli videti še več, pa mi dajte pisati spodaj v komentarjih. Preden pa, da se poslovimo, ne pozabite deliti videa dalje ali pa ga napraviti skupaj z vašo prijateljico, mu podariti like, se naročiti na moj kanal, da ne zamudite bodočih vsebin in se vidimo prihodnji teden. Čau!